Pozdravljeni! Danes prav poseben prispevek. Namreč mineva točno 3 leta od prve objave na kanalu Bajor's Way. Čeprav je danes poseben prispevek 3. obletnica kanala, se bomo kot običajno pogovarjali o Formuli 1. Le da tokrat malce drugače. Namreč nekateri izmed vas ste mi posredovali vprašanja, na katera bom skušal odgovoriti seveda v naslednjih minutah. A tisto najbolj pogosto vprašanje je bilo, kako mi uspeva sedaj že 3 leta vsak dan objaviti posnetek. A nimam tudi jaz kakšnih zadev za početi? A ne pride do situacije, ko je treba izpustiti kak dan? Seveda pride. Vsi imamo takšne in drugačne težave. A vkolikor vem, da se približuje kak tak trenutek, napravim posnetek vnaprej na zalogo. In ko je mrtva sezona, se seveda to da. In zaenkrat mi še zmeraj uspeva, da napravim posnetek vsak dan, 7 dni na teden, skozi celotno leto. In preden začnemo s tistimi pravimi odgovori na vprašanja, bi se rad zahvalil vsem, ki ste mi jih posredovali. Pravičil bi se rad onim, katerim odgovori seveda ne bodo tisti pravi, tisti pričakovani, ampak kot običajno trudim se po svojih najboljših močeh. Morda sem kakšno vprašanje izpustil, ampak priznam, da v zadnjih dneh je bila kar velika gneča. Vprašanja bodo razdeljena na različna področja. Šlo bo za osebna vprašanja o meni samem, o sodobni Formuli 1, tehniki, o zgodovini in videli boste, da bo lahko vsakdo izmed vas našel kaj zanimivega. Zato so tudi vprašanja zbrana v skupine in ne bom navajal, kdo je pravzaprav kaj vprašal, kajti nekatera so se tudi ponavljala in naštevanje dvomim, da pravzaprav koga izmed nas zanima. A začnimo kot običajno na začetku, s tistimi osebnimi vprašanji. Namreč, kaj me je pritegnilo, da sem sploh začel gledati Formulo 1? In odgovor je izjemno enostaven. Oče. Namreč, kot v mnogih družinah so bile nedeljski popoldnevi rezervirani za spremljanje Formule 1, takrat, ko so bile seveda dirke. In prav s tem ritualom gledanja dirk na televiziji sem počasi začel vzljubljati ta šport. In nekateri izmed vas veste, da sem sam strasten navijač bivše ekipe Lotus. One prave, da ne bo pomote. In čeprav je verjetno večina navdušencev pristašev onih rdečih, sam navijač onih črnih, čeprav jih že od leta 1994 ni več. In da ne bo pomot, tista ekipa, za katero je seveda nastopil Kimi Räikkönen, dosegel tudi zmage, ki je bila v podobnih barvah, še zdaleč ni Lotus, vsaj ne oni pravi. In prvi spomini, ki jih imam na Formulo 1, segajo v leto 1982. Takrat nisem bil strastni spremljevalec. Namreč imel sem 6 let, ampak spomnim se, kaj se je zgodilo 8. maja. Namreč še zmeraj imam malce meglen spomin,
kako se je tam v Belgiji na progi v Zolderju med kvalifikacijami eden izmed največjih, kar smo jih videli v Formuli 1, pognal v večnost med oblake. Še zdaj imam malce bolj živ spomin, ko sem očeta vprašal, zakaj je stric skočil. Seveda v tistem trenutku mi oče ni znal dati nekega konkretnega odgovora, ampak z leti sem spoznal, da tisti trenutek je verjetno bil izjemno pomemben tudi zame, da sem začel spremljati ta šport. Na to se spomnim dogodkov iz leta 1986, predvsem velike nagrade Madžarske in Nelsona Piqueta, ki je prehitel Ayrtona Senno. In zanimivo, v naslednji sezoni se prav tako spomnim Piqueta, ampak ne zaradi njegovega nastopanja na progi. V Imoli je preživel izjemno hudo nesrečo, ki ga je stala tudi delca globinskega vida. In Sid Watkins mu je takrat prepovedal nastopati na sami dirki. In Nelson ne bi bil Nelson, če se ne bi pridružil italijanskim komentatorjem med prenosom. In verjetno to je bil tisti trenutek, da sem sam pravzaprav vzljubil ta šport. Namreč tisto nekaj več, kar je dal Nelson na tisti dirki, je verjetno sprožilo nekaj. In priznam, ker živim tik ob italijanski meji, sem imel že takrat možnost izbire. In naslednje vprašanje verjetno ne bo presenetilo nikogar izmed vas. Kdo je moj najljubši voznik vseh časov? Mnogi se ozirajo za svetovnimi prvaki, posebej tistimi, ki so bili to večkrat. In verjetno kot strastnemu navijaču ekipe Lotus bi marsikomu prišlo na misel ime Jima Clarka. Ga izjemno cenim in je, po mojem osebnem mnenju, eden izmed najboljših vseh časov. Ampak prav vpliv mojega očeta me je nekako usmeril, da sem že v mladosti začel ceniti Tonija Peterša. Njegov neukrotljiv stil, ko je bolid šel počez, pa čeprav so se tehniki trudili, da ne, in njegov naravni talent, ki je šel preko tistih zakonov fizike, so me zmeraj navdušili, čeprav ga sam v resnici zvestno nisem mogel spremljati, namreč, ko je umrl v Monzi, sem bil star 2 leti. Ampak vseeno, izbor, ki bo marsikoga verjetno tudi presenetil, ampak verjeli ali ne, sam znam ceniti tudi voznike, kot so Chris Amon, kljub temu, da je bil eden izmed najboljših svojega časa, ni bil sposoben zmagati dirke. In vprašanje, ki je seveda povezano s tem, namreč koga pa cenim oziroma za koga navijam danes? Verjeli ali ne, za nikogar. Tako kot nimam priljubljene ekipe, nimam niti priljubljenega voznika. Treba je poudariti nekaj. Namreč sam ločim pri sebi tiste kvalitete, ki jih vidim na progi pri določenemu šampionu in tisto, kar se dogaja izven proge. Znam ceniti enkratno senzibilnost, ki jo ima Lewis Hamilton pri naprimer porabi pneumatik. Še zmeraj to ne pomeni, da bi šel z njim na kavo ali večerjo. Po drugi strani, v mojem osebnem mnenju, eden izmed največjih talentov, Fernando Alonso, ni moj tip karakterja. In čeprav spoštujem tisto, kar kaže na progi, zopet izven proge ni med mojimi favoriti. Obratni primer, ki sem ga že večkrat podaril na kanalu. Sam na progi nikoli nisem navijal naprimer za Ayrtona Senno. Ampak
tisti človek Ayrton Senna, tisti Senna izven velikih nagrad, me je zmeraj očaral. Vem, mogoče si bo kdo mislil, da malce preveč kompliciram, ampak tako vidim stvari. Naslednje vprašanje, ki je izjemno zanimivo, je to, če sem sam kdaj dirkal na bilo kateri kategoriji. Odgovor enostaven ne. Visok sem 188 cm in to višino sem dosegel že v osnovni šoli. Težak za tiste standarde, ki so v motošportu, in neroden. Neroden čez tiste meje nekega povprečja. Verjeli ali ne, nisem tehnični tip in določenih zadev ne razumem tako kot nekateri, ki najprej samo pogledajo zadevo in jim je takoj vse jasno. Namreč, da jaz razumem zadeve, moram vzeti v roke knjigo. In v raznih knjigah, in seveda naslov te je čisto naključen, se lahko odkrije marsikaj, kar drugim, ki razumejo vse na prvo žogo, ostane skrito. In tudi zato ste morda razumeli, da v svojih prispevkih argumentiram tista stališča, ki jih imam. Seveda to ne pomeni, da se morate z njimi strinjati, ampak pokažem vam, kako sem sam prišel do nekaterih zaključkov. A to ne pomeni, da nisem v mladosti seveda napravil marsikatere neumnosti. Moj osebni okus, kar se tiče cestnih avtomobilov, je specifičen. In naprimer, ko sem bil v raznih klubih, smo počeli marsikaj, ampak daleč od tega, da bi to bilo tisto dirkanje, kar si kdo naprimer predstavlja. S tem povezano vprašanje, ki je prišlo strani mnogih. Dirke, na katerih sem bil. In seveda, zopet bi se rad izogibal raznim naštevanjem. Podal bi rad dve dirki, ki sta pri meni pustili izjemno močan vtis in tudi oblikovali moje gledanje na celotno Formulo 1. Namreč prvo, katero bi rad omenil, je velika nagrada Madžarske leta 1994. Seveda velika vstopnica, ki je dovolila vstop samo na travnik. Tisti travnik pred zadnjim zavojem na štartno ciljno ravnino. Bilo je leto 1994, po tragični smrti Ayrtona Senne. Michael Schumacher v vzponu. Na tej dirki sem sam imel priložnost v živo slišati V8, V10 in V12. In seveda, marsikoga, predvsem mlajšega, bo zanimalo, kakšna je bila razlika. In seveda, V8 izjemno nizek ton, globok, ker si skoraj da slišal ventile, kako so se odpirali in zapirali. Na to bistveno bolj poln glas atmosferskega motorja V10. Posebej v tistem obdobju, ko je kraljeval Renault, je bilo nekaj posebnega. In kako iti mimo Ferrarija V12? Namreč prihod bolidov Scuderie z Maranello si malo da ne čutil na notranjih organih. Namreč tisti pisk, ki je prišel delček sekunde za tistim, ko si nekje v črevesju začutil nek trsljaj. Treba je dodati še nekaj. Na kvalifikacijah za takratno veliko nagrado Madžarske, ker se jim imel možnost v živo videti še zadnjič ekipo Lotus, se je prav njim zgodilo nekaj. Imeli so motorje Mugen Honda, ampak na kvalifikacijah, mislim, da je bil Johnny Herbert, je popustil izpušni kolektor. Verjeli ali ne, brez izpušnega kolektorja si lahko 10-valjnik Mugen Honda slišal iz nasprotne strani proge,
Mislim, da so ga slišali po celi Budimpešti. In to zopet dokaz, da tisto, kar marsikdo misli, lahko tudi ni res. Treba je razumeti vse okoliščine, zakaj je zvok tak in ne drugačen. Tudi danes s turbohibridnimi pogonskimi sklopi bilo lahko bistveno bolje, kar se tiče zvoka. Posebej, če ne bi bilo sistema NGUH. In res, v naslednji generaciji ga ne bo. In zvok bo verjetno zopet podoben tistemu, ki ga lahko slišite na raznih posnetkih iz turbo ere 80. Če pustimo malce pri strani ta tehnični vidik in pogledamo drugo dirko, ki je bila velika nagrada San Marina leta 1998, kjer sem doživel nekaj, kar je pustilo izjemno veliko vtis name. Kot ste verjetno opazili na vstopnici, je bila zastonj vstopnica zopet za travnik, kjer sem pa med tistim vikendom se sprehajal iz enega dela na drugega in kot marsikateri mlajši navdušenec skušal napraviti čim več fotografij, ki priznam so bile vse motne. A pri mojem raziskovanju doživljanju Formule 1 pravzaprav se nisem oziral, v kateri sektor sem prišel. In prišel sem do dela proge, kjer so bili mnogi navijači zbrani ob mreži. In ko so me videli s fotoaparatom, da se malce sramežljivo skušam približati, so me gledali, nekako odmaknili. Ko so videli, da nisem imel dobrega pogleda, so to pokazali še drugim, da sem imel res lep prostor in sprva nisem sploh razumel, kaj se dogaja. Namreč nisem bil navijač njihove ekipe, niso me poznali, sploh nisem vedel, kaj se dogaja, kajti ob vsakem prihodu bolida Formule 1 so glasno zavriskali. V ozadju sem videl, so celo pekli meso in imeli zabavo, ko je prišel bolid njihove najljubše ekipe, so začeli tako vriskati, da pravzaprav nisi mogel ostati tiho. In verjeli ali ne, znašel sem se sredi navijačev ekipe Minardi. In takrat mi ni bilo jasno, kako neki navdušenci ekipe, ki je bila obsojena na zadnja mesta, se lahko tako vedejo. Pokazali so mi, kaj je prava strast, prava ljubezen do Formule 1. In tudi zato še danes trdim, da navijati moraš za nekoga in ne proti. Nekaj, kar se danes seveda pogostokrat pozabi. Pojdimo z našim prispevkom naprej, kajti prišli smo v tisti del, kjer se bomo malce ozrli na aktualnost, predvsem na tehnični del. Dobil sem vprašanje, ki je izjemno zanimivo. Namreč videli smo v sezoni 2022 izjemno velik porast mase in vse ekipe se praktično borijo s to težavo, kako sploh priti na ono minimalno točko. In videli smo, naprimer pri Maxu Verstappenu, da je imel na veliki nagradi Španije težave z DRS-om. Ima to kak vpliv z zniževanjem mase? Seveda, lahko ga ima. Namreč razumeti moramo nekaj. Vzel sem kot primer Mercedes W11. Kolikor je bolid praktično pretežak, kolikor ima previsoko maso, je ta nekako porazdeljena po celotni šasiji, pogonskem sklopu, karoseriji, dnu in še bi lahko naštevali. Ne moremo znižati samo na enem delu, kajti to bi povzročilo, da bolid ne bi bil več uravnotežen.
Zato moramo paziti, da pride do tega zmanjšanja povsod približno enako. Če pogledamo sistem DRS. In če si zamislimo, da so lahko pri, naprimer, ekipi Red Bull znižali maso pomožnega profila, pomeni, da so lahko malce materijala vzeli tudi na mehanizmu in seveda tudi tisti motor, ki dviga in spušča, je lahko šibkejši. A znano je pri Formuli 1, da je odzmeraj vse na meji. Na meji zanesljivosti in seveda na meji možnega. Zato je lahko minimalna napaka dovolj, da sistem ne deluje posebej v takšnih okoliščinah. Lahko pričakujemo podobne zadeve tudi v prihodnosti. Ste morda opazili, da vzvratna ogledala v letošnji sezoni imajo kar grdo navado, da se premikajo, pokajo, odpadejo. Zakaj? Ker verjetno njihova ohišja so preračunana na minimum. Še eno vprašanje, ki menim, da je izjemno zanimivo. Namreč v lanski sezoni smo videli kar nekaj polemik glede upogibanja zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja. Še danes lahko vidimo na profilih tiste karakteristične merilne točke, pike. A letos te težave ni več, oziroma kaj se je v bistvu spremenilo? Gibanje je seveda še možno, zato so tu pike, ki jih kontrolirajo seveda s televizijskimi kamerami. Ampak vkolikor si predstavljamo letošnjo obliko zadnjega stabilizatorja, bomo opazili neko razliko. Namreč bočna plošča, kot je ta na Mercedesu W11, je letos čisto drugačna. Do lanske sezone se je zračni tok v bistvu uprl tu med ploščo in samim profilom ter celotno strukturo nekako skušal potisniti navzdol, nazaj. In zaradi tega ste morda marsikdaj opazili kakšne čudne oblike na bočni plošči, špranje ter podobno. Ne pomeni, naprimer, kot sem že povedal, da letos tega ni možno videti, še posebej v navezavi z znižanjem mase, ampak v mojem osebnem videnju je bistveno težje, da bi lahko ekipe napravile kaj podobnega. Na vrsti je vprašanje, ki je izjemno pogosto in se tiče zgodovine. Namreč eno izmed največjih rivalstev med Alanom Prostom in Ayrtonom Senno, kdaj in zakaj se je začelo. In videli smo lahko v raznih virih okrog tega kar nekaj člankov, kar nekaj razprav, ampak sam bom skušal podati svojo lastno interpretacijo, kot običajno. Vkolikor pogledamo kariero Alana Prosta, je bila ta polna vzponov in padcev. Namreč pred letom 1985, ko je postal svetovni prvak z McLarenom MP4/2B, je bil že mnogokrat tik pred tem. Ne samo prejšnjo sezono, tudi naprimer leta 1983 je bil na pragu naslova svetovnega prvaka. Zato bi lahko rekli, da Alain Prost, ko je prišel na vrh, je bil izjemno zrel, pripravljen, metodičen in v bistvu ni imel težav z moštvenimi kolegi. Zakaj to trdim? Namreč v svoji karieri je Bog zdelil naprimer z Nikijem Laudom in Kekem Rosbergom. Torej, ni mu bilo težko imeti v nasprotnem boksu Brazilca, Ayrtona Senno. In tu vidimo njegov McLaren 4/4, letnik 1988. In prav tu menim, da se je zgodba začela. Namreč pri tem sta se seveda Ayrton in Alain srečala na progi, borila na progi, ampak nikoli nista bila moštvena kolega.
in zgodovina je znana. Ayrton je leta 1988 prvič postal svetovni prvak. Ampak, če pogledate statistiko, je v tisti sezoni Prost zbral več točk. Seveda, v tisti sezoni so točke oziroma rezultate še odbivali. In zaradi tega je Senna postal prvak. A dvomim, da je Prost praktično zmeril to brazilskemu vozniku, kajti zgodilo se mu je nekaj podobnega z Nikijem Laudo, ko je prvenstvo izgubil za pol točke. Ključna je bila sezona 1989. Prvi trk v Suzuki, ki je mnogokrat citiran, ampak nikoli pravzaprav razložen do konca. Namreč v Suzuki je Senna izgubil matematično možnost postati prvak. Dirka za veliko nagrado Japonske ni bila zadnja. Treba je opomniti, da Ayrton Senna takrat je bil oni zadaj, oni, ki se je zaletel v Prosta. Čeprav marsikdo se ne bo strinjal z odločitvijo komisarjev, je bilo v takratnih navodilih jasno zapisano, da morajo vozniki prevoziti celotno progo, torej ne smejo izpustiti ovinkov. Senna je izpustil šikano. In čeprav so mnogi mediji trdili, da takratni direktor Jean-Marie Balestre je hotel pomagati svojemu rojaku, je bilo vse speljano po tistem, kar so takratna pravila velevala. Mislim, da Ayrton Senna je bil tisti, ki je najprej zameril Alainu Prostu, pravzaprav zaradi dogodkov med sezono 88 in 89. Namreč čutil se je nekako oropanega in Prosta imel za krivca. A videli smo, kako se je zgodba nadaljevala v naslednjih sezonah in kako se je, žal tragično, vse skupaj končalo. Pustimo sedaj preteklost seveda na miru in ozrimo se malce tudi na tisto sedanje dogajanje, kajti kar nekaj vprašanj je bilo o tem, kaj si menim o skuderiji Ferrari v sezoni 2022. Seveda o tem sem že obširno govoril v raznih prispevkih, ampak nekako moram potrditi, da sam zaenkrat v tem prvem delu sezone, v tej prvi tretjini, nisem videl pravega pristopa. Kolikor imaš bolid, ki ima boljše karakteristike na določeni tipologiji prog, moraš tam obvezno začeti dosegati dvojne zmage. Biti najhitrejši na kvalifikacijah ne prinaša točk. Prvo, drugo mesto, seveda zmaga na sprintu in najhitrejši krog pa. Namreč svetovno prvenstvo Formule 1 je bilo zmeraj napeto do konca in ne sme se nikoli ustaviti, nikoli počivati. To, da je nekdo prevladoval na prvih dirkah, ne pomeni še nič. Potrebno je imeti konstantni razvoj, prej ali slej pripelje do boljših rezultatov, tudi na progah, ki niso one primerne, one favoritizirane. In prav vidimo pri skuderiji Ferrari neko pasivnost. Neko pasivnost v nasprotju z aktivnostjo, naprimer pri ekipi Red Bull, kjer so dosegli fantastične rezultate, tudi takrat, ko niso bili v enkratnem izhodiščnem položaju. A prav to je tisto, kar se pričakuje od zmagovalne ekipe. Mnoge tudi zanima, zakaj pri skuderiji Ferrari ne znajo ponoviti uspehov iz obdobja, naprimer, Michaela Schumacherja. Malo je znano to, da znotraj skuderije Ferrari so zmeraj bile in bodo struje. Struje različno mislečih, naprimer struja Italijanov in struja tujcev, da se bomo razumeli, in seveda ta notranji politični boj je mnogokrat privedel do tega, da se je enkraten kader ozrl drugam. Naprimer, dal vam bom nekaj imen: Stefano Domenicali, James Ellison,
Andrea Stella, Claudio Costa, ne nazadnje Simone Resta. Ukolikor bi ti strokovnjaki ostali znotraj skuderije, bi mogoče bili v zadnjih sezonah rezultati bistveno drugačni. Namreč, kako so bili vsi presenečeni nad letošnjim bolidom ekipe Haas, vsaj v prvih dirkah. Sam preveč presenečen nisem bil, kajti zarisal ga je Simone Resta, nekdo, ki sem ga zmeraj cenil, njegov zadnji Ferrari SF70H, o katerem ne bomo izgubljali besed. A vidimo lahko, da ta notranji politični boj za predvlado je nekaj, kar Ferrariju v bistvu bolj škoduje kot koristi. In da ne bo pomot, Mattia Binotto je v tem notranjem boju izjemno spreten. Bistveno bolj spreten, kot naprimer bi lahko dejali svojim inženirskim znanjem, kajti po primarni izobrazbi je motorist. Kdo sem jaz, da bi ocenjeval delo drugih? Le podajam svoje mnenje in svoje videnje raznih težav. Seveda, kar se tiče tega prispevka, smo počasi pri koncu, ostalo nam je še nekaj. Namreč, potrebno bo ugasniti tiste 3 svečke na naši mali skromni torti in verjetno boste rekli, da svečke niso prave, ampak za ljubitelje motošporta so prave tudi te. Hvala za vašo pozornost, seveda nasvidenje.